Dr. Damir Josipović, rojen leta 1971 v Murski Soboti, je geograf in demograf. Diplomiral, magistriral in doktoriral je na Univerzi v Ljubljani. Med letoma 1999 in 2002 je bil zaposlen na Inštitutu za geografijo. V letih 2001 in 2002 pa se je izobraževal tudi v Španiji in Veliki Britaniji. Od leta 2002 do 2006 je bil zaposlen na Geografskem inštitutu Antona Melika znanstveno-raziskovalnega centra Sanzu, v letu 2006 pa v tržno-raziskovalni hiši GFK Gral ITEA. Od začetka leta 2007 je zaposlen na Inštitutu za narodnostna vprašanja. Doslej je objavil nad 100 znanstvenih in strokovnih del, med njimi tudi 5 znanstvenih monografij. Zadnja med njimi, Slovensko-hrvaški obmejni prostor 2010, se dotika prav tematike, ki jo je predstavil na lanski konferenci PAZU. Raziskovalno se ukvarja s študijem meja, manjšin, etničnosti, rodnosti in migracij ter postsocializma. Je član mednarodnih raziskovalnih mrež Hermes in Hopes, v Sloveniji pa Politično-geografskega društva Slovenije in Pomurske akademsko-znanstvene unije. Pomurski akademik dr. Damir Josipović je geograf, demograf, človek, ki se raziskovalno ukvarja z pokrajino, ki je doma, ki mi živimo. V Pomursko akademijo se je fejst hitro vključil, včasih skoraj po ustanovitvi, in v vsem tom času nam je dal ogromno znanja, ogromno enih novih stvari povezanih z našim Pomurjem. Nekaj, kar smo običajno sploh ne bili pozorni. In kak vrhunski raziskovalec na tom področju zna to stvar tudi enostavno povedati tak, ka ga resno razumemo tudi tisti, ki smo ne z njegove stroke. In kak takšnega se ga seveda vsakšno leto veselimo, z nestrpnostjo pričakujemo napoved njegovih predavanj in tudi letos je bilo tako. Prispevek govori o slovensko-hrvaški meji na mejnem skrajnem severovzhodnem odseku, ki ga označuje tok reke Mure oziroma širše območje pomurskega dela meje. Avtor razpravlja o meji na Muri, o njeni vlogi v današnjem mejnem sporu, kakor tudi o vlogi te meje pri konstituiranju slovenskega in hrvaškega etničnega prostora. Prikazana je analiza mejnih odstopanj na celotnem murskem odseku meje, tako po katastrskih izmerah kot po kartografskih prezentacijah percipirane meje na slovenski in na hrvaški strani. Izpostavljeni so problemi razmejevanja na kopnem, primer Štrigove in Razkrižja, in po celinskih vodah Struga Mure in rečnih rokavov nizvodno od Hotize do Sotočja s Krko. Na tej osnovi je razložena tudi vloga meje in njene funkcije v determiniranju etnične ločnice med Slovenci in Hrvati na tem območju. Pomurski akademik dr. Damir Josipović da nam gnez povedal nekaj o meji. Meja je tista črta, kera loči državo od države, kera loči ljudi od ljudi. In če ta črta ide po meri, v tom konkretnem primeru, kera se tudi spreminja, se seveda tudi meja spreminja. In kako to vpliva na ljudi, ki živijo ob meji, predvsem v Razkrižju bomo gnez čuli, in kako seveda to vpliva tudi na odnose in na kakšen način se te kasneje, da poglednemo mejo zdaj pa malo, kako je bilo nazaj, stvari znajo tudi zakomplicirati, to, da nam pa gnez resno na fejst nazoren način pokazal naš predavatelj, pomurski akademik dr. Damir Josipović, in vabim, ka se zanimivo predavanje v Kipr poglednemo. Historično-geografska analiza je pokazala, da še niti v drugi polovici 19. stoletja v Dolnjem Prekmurju in Medžimurju, ki je spadala k Zarski županiji, ni bilo jasno, ali se bo slovansko prebivalstvo odločilo za slovensko etničnost. Poleg cerkvene je k temu pripomogla tudi upravna ureditev, saj na Dolenjskem najdemo katastrske dokumente pisane poleg v madžarščini in v nemščini še v hrvaščini, ne pa tudi v slovenščini. Na območju Razkrižja in deloma Štrigove je po drugi svetovni vojni prebivalstvo od etničnega hrvaštva tako rekoč čez noč večinoma prešlo k etničnemu slovenstvu, kar pa je na tem območju edini primer, da se je del meje med Slovenijo in Hrvaško oblikoval na osnovi etničnega kriterija. Posledica tega je neživljenjska in izjemno razčlenjena mejna črta, ki približno sledi lastništvu zemljiških parcel.
Primerjava poteka meje po glavni strugi reke Mure in zunanjih meja katastrskih občin je pokazala, da na prekmurski strani zaradi neusklajenosti katastra z rečnim tokom za 983 hektarjev zemljišč čakovskega katastra, na medžimurski strani pa za 254 hektarjev lendavskega katastra. To pomeni, da katastrska meja v primerjavi z mejo po Muri Slovenijo prikrajša za kar 7,3 kvadratnih kilometrov površin. Jaz bom govoril o meji in njeni vlogi oziroma njenem pomenu pri kreiranju etničnosti. Vemo, da danes, recimo, ko govorimo o slovensko-hrvaški meji, vsi pričakujejo, da na eni strani živijo Slovenci, na drugi strani živijo Hrvati. Fina iztočnica je bila prej tisti tekst, ki ga je Andrej odkril, da me je pravzaprav tisti jezik takrat spominjal bolj na kajkavsko-hrvaško, nekje podravskega ali pa mogoče srednjezagorskega tipa. No, ampak tukaj bomo pa videli recimo na primeru naše bližnje okolice, glede na to lokacijo, na kakšen način v bistvu meje vplivajo na opredeljevanje prebivalstva in kako v bistvu en premik meje dejansko lahko že privede do popolnoma drugačne etnične strukture, kar se pa seveda ne odraža vedno v spremembi narečja oziroma govora. Se pravi, ne vem, če se dobro vidi, skratka, sprehodili se bomo skozi mejne probleme, ki so danes odprti med Slovenijo in Hrvaško, pa da mogoče toliko ne govorimo o vsebini, gremo kar naprej na bolj zanimive zemljevide. Skratka, tukaj vidimo vse te tako imenovane nevralgične točke. Zdaj, če jih preštejemo, in vidimo, da jih imamo skoraj tam med 15 in 20, odvisno kako natančno bi zdaj sadili te rdeče cvetove. Vidimo, da ključen problem je danes, ki je zelo izpostavljen, je stik teritorialnega morja z odprtim, se pravi z mednarodnimi vodami, potem drugi problem je recimo Piranski zaliv, tretji je Jorasovi zaselki, potem tukaj imamo recimo že rešen problem, ki pa je bil leta 1956 zelo pereč med takratnima republikama Slovenijo in Hrvaško, to je Pregara, Gradin in Topolovec. Potem tukaj imamo leta 1945 odprto vprašanje Rupe in okoliških vasi, ki so se sprva bile predvidene, da se vključijo v slovensko ozemlje, kasneje pa so se baje oziroma domnevno zaradi ugodnejših bonov oziroma večje količine bonov za prehrano in druge artikle odločili za Hrvaško in tudi zaradi bližine reke. Potem tukaj je ta slavna Tomšičeva parcela, za katero je prejšnji mesec hrvaški akademik Strčič dejal, da je on pripravljen za to parcelo odstopiti svoj gozd na Krku, otoku Krk. Tukaj je območje Čebra oziroma Prezida, to je območje, kjer se je dejansko tudi izvajala določena prekomejna sečnja gozdov in je tudi bilo sporno v smislu določanja odškodnine za izveden poseg tako imenovanih snežniških gozdov. Potem Dolgo nič. Tukaj imamo ves čas tok reke Kolpe, najprej Čabranka v tem delu, od tu dalje je reka Kolpa in vidimo, da tu mejnih problemov ni. Imamo kanjon, reka teče lepo sredi tega kanjona in pravzaprav mejnih problemov ni. Ljudje govorijo na obeh straneh isto narečje, tako imenovano goransko kajkavščino, vendar eni so Hrvatje, drugi so Slovenci in živijo v slogi in se prekomejno poročajo, s poroko postanejo Hrvati na Hrvaškem in Slovenci v Sloveniji. Tukaj na drugi strani, če se sprehodimo naprej, imamo zgodovinsko zanimiv primer Marindola, ki je bil poseljen z pretežno pravoslavnim prebivalstvom in ki je v letih po drugi svetovni vojni dejansko potem prešel iz Hrvaške, se pravi sprva najprej pod vojno krajino bil in potem prešel v območje Slovenije. Tako da je dejansko tudi v tem delu meja poteka po reki Kolpi. Potem tu je primer Radatovičev v Beli krajini, ki so bili med drugo svetovno vojno italijanska okupacijska cona in še v času med obema vojnama so bili vključeni v Dravsko banovino. Tu je Trdinov vrh, potem je tu tako imenovana cona 5-6 vasi, za katero se v zadnjem času govori, da je to bila NDH okupacija. No, pregledovanje arhivov
me je zelo presenetilo, ko sem dejansko raziskoval območje šmarskega okraja političnega in sem ugotovil dejansko, da je v tem delu, se pravi na območju Hum na Sotli, prišlo do izmenjave teritorija. Se pravi, zasedbena cona Nemčije je potekala približno do tega območja med Italijani in Nemci in dejansko so Nemci zamenjali, oziroma to so odstopili NDH, dobili pa, oziroma so si prilastili Hum na Sotli in območje današnje občine Cestica, to je nekdanja občina Lovrečan, to je čez mejni prehod pri Zavrču. Torej, to sta ti dve spremembi, ki sta bili v bistvu vse v času druge svetovne vojne, potem pa imamo tukaj primer Razkrižja in Štrigove, pa potem primer Hotize in končno tudi primer sotočja oziroma tromeje Slovenije, Hrvaške in Madžarske. No, zdaj, če se preselimo kar na ta skrajno severovzhodni del meje, vidimo z pikčasto, točkasto črto, vidimo glavni tok reke Mure, z črno črto pa je prikazan potek katastrske meje. Vidimo, da so znatna odstopanja. No, v tem skrajnem levem kotu karte je pa naprej z modro prikazan nadaljni tok, glavni tok reke Mure, z rdečo linijo je pa prikazan kataster, kakršen je bil pred Prvo svetovno vojno. In če dejansko pogledamo ta del, to je v bistvu Razkriški kot, je dejansko Razkriški kataster segal v Prekmurje na območju Dolnje Bistrice. To je zelo zanimiv primer, zaradi tega, ker dejansko doslej se o njem ni veliko govorilo in šele v 60-ih letih je tam bil prilagojen kataster in dejansko se je odrekla Bistrica svojemu delu katastra, ki je bil prestavljen v Črenšovce, zato da je dejansko potem Bistrica dobila kataster od Razkrižja, ki je dejansko ostal, se pravi Razkrižje je ostalo brez svojega tako imenovanega prekmurskega konca katastra. Tu sta tudi dva zaselka in sicer Bednjaj v Dolnji Bistrici in Laze, to je zelo malo prebivalcev danes, v Bednjaju seveda več. Pravzaprav to so organski deli naselja Dolnja Bistrica, vendar so bili še sredi 19. stoletja je bila to dejansko Hrvaška. Zaradi tega, ker v tistem krajšem obdobju od upora Jelačiča in njegove vojske, ko so zasedli dejansko Međimurje, se je v nekem krajšem časovnem obdobju Međimurje znašlo tudi pod Hrvaško. Tukaj je tabela prekomejnih preskokov katastra in vidimo dejansko, da je za Slovenijo zelo neugodno zagovarjati mejo na katastru, ker dejansko vidimo, da je na, se pravi, međimurski strani lendavskega katastra 254 hektarov, na slovenski strani oziroma na prekmurski strani pa skoraj 1982 in vidimo, da imamo opravka z minus 729 hektari, ki so seveda v 90% last slovenskega prebivalstva. To je primer iz hrvaškega geografskega atlasa. Z modro linijo je označen glavni tok reke Mure, z črno črto v tem predelu pa je označeno videnje Hrvaške, kje naj bi potekala meja v spodnjem Prekmurju, se pravi v tej Murski šumi. Tukaj pa sotočje Krke in Mure. Z rdečimi odseki so označeni deli, kakor vidi Slovenija potek katastra, se pravi dejansko imamo v tem vmesnem območju imamo edini primer, kjer dejansko v zelo relativno širokem območju Slovenija in Hrvaška popolnoma drugače rišeta svoje karte. Kot kurioziteto mogoče lahko povemo še to, da je ta atlas bil izdelan v Sloveniji. To je izdelal Geodetski zavod in je dejansko zaradi tega, da je dobil projekt, seveda upošteval vse muhe in kaprice naročnika. No, zdaj se selimo še na hitro na območje Štrigove in Razkrižja. To so označeni nekateri najbolj zanimivi preskoki katastra oziroma zelo nenavadni poteki vključevanja parcel, ker vemo, da se je po drugi svetovni vojni se je območje nekdanje skupne Štrigovske občine, kamor je spadalo tudi celotno območje Razkrižja in njegovih današnjih 6 naselij plus naselje Globoka, ki je danes edino naselje, ki je iz tega območja šlo v sklop Ljutomerske občine.
No, tukaj vidimo dejansko na 4 mestih, da so s takratnim kupčkanjem parcel to mejo zelo zapletli, zlasti v tem predelu. Tukaj vidimo, da je tam že zelo blizu tok Mure in z rdečo linijo je pa označena nekdanja ogrsko-avstrijska meja. Se pravi, to je bila Ogrska, tukaj pa Avstrija. No, to je tisti del, o katerem sem govoril. To je stari kataster Bistrice, ki sem ga sestavil iz razsutih delčkov v enotno karto in ga potem preslikal. Če si predstavljate, da je to Gornja Bistrica, to Srednja Bistrica in to Dolnja Bistrica, potem si lahko približno predstavljate, kakšen velik del razkriškega katastra je na prekmurski strani. Če bi ta del katastra ostal na pod Razkrižjem in če Razkrižje ne bi se oddvojilo oziroma odcepilo od Štrigove, potem današnji most pri Razkrižju bi potekal po hrvaški strani. Se pravi, bi ostali samo pri enem mostu v Prekmurje, pred avtocesto. Oziroma dva, no, kasneje dva, Veržej in Radenci. No, to so zaključki, nažalost je nekoliko majhna pisava. Skratka, zanimivo pri študiju te meje je ravno to, da naprimer, če gledamo recimo stare ogrske popise, so dejansko vsi prebivalci tega razkriškega območja se opredeljevali kot Hrvatje. Potem, ko se je ta meja prestavila, zlasti ko je nastala Kraljevina Jugoslavija, potem je nenadoma se celotno prebivalstvo začelo opredeljevati kot Jugoslovani oziroma po jeziku so to postali Slovenci. In seveda potem, ko se je zgodila nova okupacija Ogrske, se je znova to prebivalstvo začelo opredeljevati kot Hrvati in seveda to je potem povzročilo te spore, ki so bili od leta 1945 potem tja celo tudi do 1954-1955 na območju Razkrižja. Seveda en zelo pomemben element je tudi območje obsega nekdanje zagrebške nadškofije, kateri še vedno del, torej si prištevajo jurisdikcijo nad Razkrižskim kotom in v obratni smeri je pa tako razmerje na območju Razkrižja, oziroma, pardon, Zavrča, kjer je pa območje Dubrave spada pod mariborsko nadškofijo. Tako, to bi bilo. Hvala vse. Ali ste vedeli, da se reka Lendava ne izliva v Muro, pač pa vzhodno od vasi Pince Marov teče po Ardovanskem prekopu in se blizu vasi Margit Major izlije v reko Krko. Reka Krka se po nekaj kilometrih vijugastega toka in številnih rokavov izlije v Muro. Na podobnih področjih raziskujejo o pomurskem akademiku dr. Damirju Josipoviću še naslednji člani PAZU, pomurski akademik dr. Janez Malačić.